Gospod Đuričić, ne ravno pričakovan začetek sezone, 4 tekmah, samo 2 točki, za nameček pa vas je danes pred domačim občinstvom premagal še novopečeni Aluminij iz Kidričevega. Pa poglejte, mi smo napravili Delali smo napake, take, ki jih ne delajo tudi začetniki. Imeli smo priložnosti, ki jih nismo uspeli izkoristiti, fantje so se borili po svojih najboljših močeh. Poskušali smo, a ni nam uspelo, in za voljo slabih rezultatov sem se odločil, da zapustim klop Rudarja. Rad bi se zahvalil igralcem in upravi zaradi potrpežljivosti in dela, ki so ga vložili. Verjamem, da bodo imeli v prihodnosti več sreče. Zapuščate Velenje z dobrimi občutki, slabimi občutki, vendarle ste veliko naredili za ta klub. Pa poglejte. Delal sem, verjamem, da so ljudje zadovoljni, da rezultati nažalost niso takšni in niso nam tudi prizanesli. In nekje je moral priti konec. Danes pa je tekma prinesla še en dokaz temu. Prišel sem do odločitve, o kateri sem razmišljal že prej, danes pa je definitivno konec. Kako v prihodnosti, kako v nadaljevanju? Pa dalje treba delati, ne vse ne drugo. Treba je delati naprej. Tu je polno mladih igralcev, ki potrebujejo čas. To so fantje, ki so pridni, ki delajo na treningih in potrebujejo čas. Videli ste, koliko napak so naredili. V fazi napada preprosto najenostavnejše podaje niso stekle. A to je preprosto pritisk, na katerega se je potrebno navaditi. Vložili so ogromno dela in verjamem, da bo šlo na bolje. Na koji oni moraju se navaditi. Dakle, trebaju čas i s časom će to sve ići bolje. Uložili su ogromno dela, uložit će i dalje i vjerujem da će biti boljše. Kamero, gospod Flis, čestitke za prvo zgodovinsko zmago Aluminija med elito. Kakšni so občutki? Ja, občutki so lepi, izredni, čudovito je. Tudi fanti so veseli v slačilnici, ker prva zmaga le nekaj pomeni. Upamo, da bomo s to zmago zajeli nek veter, ki nas bo potisnil še dlje, da bomo še kaj dobrega pokazali, še osvojili kakšne zadeve, točke, ker jih bomo potrebovali za obstanek. Je res, da smo nekoliko utrujeni, sploh po tisti srednji tekmi, današnja tekma, in moramo kar hitro pristopiti k dobri regeneraciji, da bomo uspešno stopili tudi proti Gorici. Sta bile pa pri tej zmagi, v bistvu pred zmago, 2 precej oteževalni okoliščini, 3 porazi zaporedni, hkrati pa še nastop pred občinstvom tukaj v Velenju. Vendarle ste nekako uspeli priti do te zmage. Ste pa precej igrali tudi na preskok igro, niti ne toliko kombinatorno, kot bi mogoče lahko. Ja, pogledajte, iz 3 porazov se vedno nekaj naučiš, ne? Tako jaz kot trener, tako tudi igralci, in v bistvu smo na treningu. Ni bilo dosti časa, en trening je bil, ampak ker smo že to v preteklosti igrali, smo se pač dogovorili, da bomo šli nekoliko na preskok, ker smo se bali ravno tega presinga od nasprotnega na našo obrambno vrsto. Zato smo postavili tudi 2 napadalca, izkušena, malo večja, oziroma Marko Kmetec izkušen, Kureš ne toliko, pa potem 2 bočna vezna, ki se stopila visoko, in smo računali na te skoke Marka Kmeca in to se nam je šlo. Igro smo v bistvu prepustili nasprotniku, ker po tisti srednji tekmi je to težko spraviti skupaj, ampak mislim, da zdaj proti Gorici bomo poskušali nadaljevati tisto našo igro bolj kombinatorno, ker tudi Gorica je ekipa, ki igra izredno kombinatorno, izredno lep nogomet, tako da smo probali tukaj nadigrati.